Ok. Nacionalni inštitut za biologijo je v okviru Dneva biotske raznovrstnosti 22. maja predstavil dosežke evropskega projekta Life Natura Viva, biodiverziteta, umetnost življenja. Gre za res obsežen in pomemben projekt, ki so ga avtorji zaključili tudi z izdajo, to že lahko rečemo, veličastne knjige Neverjetna o biodiverziteti Slovenije. Kot so zapisali, želijo z njo ljudem približati naravo in jim sporočiti, da je ohranjanje biodiverzitete tako skupni cilj, kot tudi dolžnost vsakega posameznika. In to delo bo gotovo doseglo svoj namen. Združeni narodi pa so 22. maj razglasili za Mednarodni dan biotske raznovrstnosti, da bi pri ljudeh povečali nekako razumevanje vse večje skrbi za upadanje biodiverzitete. Obstajajo pa tudi analize, da svet zaostaja 2 leti, da bi dokončal nov globalni okvir za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Predstavniki skoraj 200 članic Konvencije Združenih narodov o biotski raznovrstnosti so srečanje zaradi COVID pandemije premaknili na letošnji avgust, a kot kaže, je tudi ta spet pod vprašajem. Zato opozarjajo, dalj časa, ko čakamo, več raznolikosti se izgubi. No, a kakorkoli, k tokratni razpravi o omenjenih vprašanjih smo povabili najvidnejše avtorje obsežnega in pomembnega projekta. To je doktorica Maja Opalički-Slabe, doktor Davorin Tome, Nina Rimahazi in doktor Danilo Bevk. Lep pozdrav, spoštovani gostje. Naj za začetek najprej pojasnimo, kaj v bistvu pomeni biodiverziteta. Doktorica Opalički-Slabe, lahko vi nekaj pojasnite tu? Ja, biodiverziteta, imenujemo jo tudi biotska raznovrstnost, biotska raznolikost ali razmnožljivost. Vse to je pestrost življenja na Zemlji. Tako, na kratko lahko zaključimo, kaj to je. Ja, profesor doktor Tome, imate vi še kaj bi dodali? Mislim, zaradi tega sprašujem, ker včasih dobimo odgovore, kaj je biodiverziteta, pa dobimo odgovor, da je to rastlinski svet. Ja, to je samo en del biodiverzitete, ker biodiverziteto v bistvu na nek način pojmujemo kot te različne vrste, ki živijo, ampak to je samo en del biodiverzitete. Pod biodiverziteto smatramo tudi vse te interakcije, odnose, ki se odvijajo med vrstami in ki so zelo pomembni, ker brez teh odnosov tudi posamezne vrste ne bi mogle preživeti. In tudi biodiverziteta je potem, ko se vse te vrste in interakcije združijo v prostoru, in temu potem biologi rečemo ekosistemi, se pravi, tudi ta v bistvu celota tega življenja v posameznih ekosistemih, prav tako je to biodiverziteta, oziroma včasih tako poenostavljeno temu rečemo, da biodiverziteta je vse, kar je povezano z življenjem na Zemlji. Doktorica Opalički-Slabe, vi ste bili tudi koordinatorka omenjenega projekta, 5-letni projekt, ne? NIB oziroma Nacionalni inštitut za biologijo je kot vodilni partner prevzel koordinacijo tega. K sodelovanju pa ste povabili še druge institucije. Katere? V bistvu v tem projektu smo imeli vse skupaj 10 partnerjev. Mi smo bili vodilni, potem je bil še tukaj Inštitut Lutra, Grm Novo mesto, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Botanični vrt Univerze v Ljubljani in pa kar 5 slovenskih parkov. Triglavski narodni park, Notranjski in pa Kozjanski regijski park ter 2 krajinska parka, Ljubljansko barje in pa Goričko. Ta projekt Lutra, mogoče ljudje manj poznajo, ta je v Prekmurju, ne? Ja, Inštitut Lutra. Inštitut Lutra, ja. No, kakorkoli, ne, mislim, da za drugi so bolj ali manj znani, ne. Po kakšnem kriteriju pa ste partnerje izbirali? Ja, mogoče, če jaz to prevzamem, moramo povedati. Maja namreč ni vsega.
Maja ni od vsega začetka pri tem projektu, mogoče teh prvih korakov ni bila osebno udeležena pri tem, zato bo mogoče malo težje odgovorila. V bistvu smo iskali med partnerji, da bi tako geografsko čim širše pokrili po celi Sloveniji, se pravi, da bi imeli centre razširjenosti po celi Sloveniji, da bi potem iz teh centrov lažje potem tudi naše znanje, ki smo se ga namenili prenašati med ljudi, prenesli med posameznike, ker če bi bilo vse skupaj centralizirano, če bi bili samo skupine iz Ljubljane, je bistveno težje doseči ljudi v drugih regijah, zato ker tudi ljudje v bistvu iz posameznih regij bolj zaupajo nekim inštitucijam, ki so iz njihovega okolja, kot če nekdo od daleč pride k njim. No, in to je bilo eno pomembnejših načel, no, da smo iskali partnerje, se pravi, da so široko razporejeni po celi Sloveniji. No, sam projekt, smo rekli v začetku, ne je trajal 5 let, ampak kot ste vi že omenili, doktor Tome, je zahteval tudi veliko terenskega dela. Kaj vse je bilo vključeno v to terensko delo? A boste vi zdaj, doktorica Slabe Opalički, nadaljevali ali bo pojasnil doktor Tome? Ne, to pa lahko Maja, v bistvu te aktivnosti naše, pa ona veliko bolj ima pod nadzorom, kot imam jaz. Ja, bom jaz razložila. Zdaj, v tem našem projektu smo res želeli različne skupine javnosti nagovoriti in zato je bilo treba tudi različne načine te komunikacije najti pa vzpostaviti. Zdaj, ena izmed najbolj osnovnih so recimo predavanja in pa delavnice za otroke ali pa kakšna predavanja prav za posebne skupine ljudi, kot so recimo kmetijski svetovalci ali pa učiteljni. Potem v bistvu smo naredili tudi precej publikacij in te publikacije smo tudi pol na terenu delili. Zdaj, zelo terenski so bili seveda tudi naši parki, kjer so se zelo angažirali, da bi te lokalne skupnosti ljudi izobraževali v tem smislu. Se pravi, imeli smo tudi razstave, ki so se po različnih lokacijah po Sloveniji potem izmenjevale. Imeli smo tudi mestne plakate, tudi to je bilo po terenu. Kaj pa predavanja, recimo za določene skupine? Kako je to potekalo? So se recimo ljudje udeleževali teh predavanj? Ja, udeležba na predavanjih je bila zelo dobra, sploh mislim, da za kmetijske svetovalce je bilo udeležbe približno 80 svetovalcev in oni pokrivajo potem celo Slovenijo, imajo več teh izpostav, kjer potem to znanje lahko... Samo oni so že v izhodišču, je to njihova skrb, da se tu izobražujejo. Kaj pa recimo laična javnost? Kako ste do nje prišli? Tako kot je že Davorin prej omenil, preko partnerjev, ker se nam je to zdelo najbolj primeren način, kako priti do teh domačinov, sploh tistih, ki niso v Ljubljani in ne bi prišli na predavanje v Ljubljano, ampak smo ta predavanja potem njim približali, tako lokalno približali. Potem, ko je pa nastopila epidemija, smo pa vse to tudi prenesli na splet in s tem smo tudi spet dosegli neko širšo javnost, ki spet morda ne bi prišla na predavanje v živo, ampak iz obdobja kavča so se pa priklopili na predavanje in poslušali. To je recimo tak način izobraževanja, recimo tudi laične javnosti. Kako ste pa mlajšo populacijo, se pravi šolsko recimo, a ste preko šol prihajali do njih? Mislim, to je zelo dobra ciljna skupina, ne? Otroci. To je res. Jaz bi pa tukaj prosila Nino, če bi nam lahko ona razložila, ker Triglavski narodni park je res s šolami spletel tako vez, da mislim, da se sploh ne more več prekiniti. Ja, v bistvu res smo kar tako zelo veliko upov polagamo na to, na šolsko mladino, na otroke in smo zato leta 2018 vzpostavili skupnost šol biosfernega območja Julijske Alpe,
ki povezuje vse šole, ki ležijo znotraj biosfernega območja Julijskih Alp, to je 38 šol, in znotraj tega območja je približno 7000 oziroma še več učencev. Tam res delamo zelo sistematično z njimi. Pomembno nam je to, da neko kontinuirano vez ohranjamo z različnimi aktivnostmi, tako na področju delavnic in drugih aktivnosti, recimo naravoslovnih dni, ekskurzij. Mogoče tudi vsako leto organiziramo tabor in tudi Life Natura Viva, ta projekt nam je omogočil, da smo zaradi sredstev in zaradi vsega tega lahko namenili oziroma ponudili učencem in učiteljem veliko več. Tako smo vsako leto izdamo na primer časopis, ki ga dobijo prav vsi učenci šol, članic, potem vsako leto jim nekaj podarimo. Podarili smo jim infotočko, kjer je tak zemljevid interaktiven z ugankami, kjer učenci po eni strani se povezujejo med seboj in spoznavajo celo okolje. Naredili smo tudi neko spletno stran Triglavska zakladnica, ki povezuje otroke, učence, učitelje z zavarovanim območjem, se pravi z nami, in na podlagi teh vseh aktivnosti, ki jih nisem zdaj vseh sploh naštela, vzpostavljamo nek odnos, neko sodelovanje in ozaveščamo oziroma dvigamo neko zavedanje o tem, kaj nam narava ponuja in kako jo lahko, na kakšen način jo lahko ohranjamo. Ker pri nas v bistvu se kar držimo tega slogana spoznavam, občudujem, spoštujem, ki govori o tem, kako zelo nam prav znanje oziroma izkušnje, ki jih dobimo v naravi, lahko pripomorejo k temu tudi, da naravo bolj spoštujemo. Veste, kaj vas še prosimo, če nam pojasnite, ker Triglavski narodni park, vi prihajate od tam, ne? Je edini park v Sloveniji, kjer velja tudi nekak poseben naravovarstveni režim in kaj to pomeni. Tudi glede na to, da imamo pa druge krajinske parke po Sloveniji, ki pa nimajo statusa narodnega parka. Kakšna je tu razlika? V bistvu vse sloni na Zakonu o ohranjanju narave, ki opredeljuje glede na določena merila, tam lahko določeno območje spada, in narodni park v Sloveniji imamo pač samo eden, to je Triglavski narodni park. Gre za veliko območje, kjer je res prisotna narava, ki je ohranjena, ki je zelo raznolika, pestra, in ki tudi tam, kjer so prebivalci, skrbi za to, da sta človek in narava povezana, da je to trajnostno naravnan razvoj in tako dalje. Če pa gremo naprej, veljajo v parku seveda določena pravila, tudi v regijskih, krajinskih, prav posebej malo bolj strogi, če lahko tako rečem, so pa v narodnem parku, predvsem v ožjem zavarovanem območju, oziroma zdaj na novo smo vzpostavili tudi neka mirna območja, tam so pa tudi režimi zopet malo drugačni. Veste kaj, glede na to, da ste našteli, mislim, kar nekaj dejavnosti, bodisi virtualnih, bodisi teh direktno, a ne, na šole ali pa recimo obiskovalce, a ne. Me zanima, a je recimo v nekem časovnem obdobju, a ste kaj opazili, da so recimo ljudje začeli malo drugače obnašati, kot so se recimo pred nekaj leti, ne, ali pa več let? Zdaj na podlagi teh aktivnosti v samem projektu mogoče ne, najbolj pa opažamo spremembo zdaj po koronskem času oziroma ravno v koronskem času, ker ne samo naš park, ampak tudi ostali tuji parki opažajo večji pritisk obiskovalcev na okolje oziroma so ljudje spoznali, da jim narava lahko nudi neko sprostitev, nek način, kjer se umirijo, sprostijo in kjer je res njihov čas lahko kvalitetno preživeti. S tem pa tudi spoznali, da nekateri, ki prihajajo zdaj na novo v park oziroma se nahajajo tukaj, mogoče ne poznajo točno, kam prihajajo to območje oziroma kaj lahko v njem vse počnejo.
In v ta namen smo tudi v parku pristopili k sodelovanju z neodvisno organizacijo Digitize the Planet, ker smo v bistvu z ostalimi tudi parki sodelujemo z mednarodno organizacijo, kjer digitaliziramo varstvene režime, kar pomeni, da želimo ljudem približati ne samo to območje, ne samo, da dvigamo ozaveščenost o tem, kam prihajajo, na kakšno območje, ampak tudi, kako se tam ravnati, kaj tam lahko počnejo, oziroma česa si ne želimo. Bolj poudarjamo predvsem to, kaj lahko, te alternative, kaj vse lahko doživijo v tem primeru, da bo njihovo doživetje res pristno in hkrati s tem pripomoglo tudi k tem, da bodo še tudi za tisti, ki bodo za njimi prihajali na obisk, lahko bili deležni take narave, kot jo zdaj gledajo oni. Doktor Tome, prej smo omenili, mislim, da ste izdali, mislim, vzporedno s tem oziroma na koncu tega projekta res tako neverjetno knjigo, ki je tudi naslov neverjetna. Je pa seveda rezultat izjemnega večletnega dela vas raziskovalcev in zanimivo je nekaj, prav tu bralec ali pa tisti, ki jo pregleduje, lahko odkrije svojo zmoto, kaj vse sodi med biodiverziteto, to, kar ste že prej povedali. Lahko kaj poveste več o tem zajetnem delu? Ja, ta knjiga je bila v bistvu že od vsega začetka načrtovana kot ena aktivnost, kot en končni produkt, ki ga moramo v okviru Nature Vive narediti. Planirali smo imeli čist za na konc, na neke vrste kot veliki finale in tudi zato, da smo si pustili malo več časa, da je lahko ideja čist dokončno dozorela. Dejansko v Sloveniji je biodiverziteta velika, zato smo se nekako odločili, da mora tudi ta knjiga biti velika. Knjiga je A4 plus formata, ima 268 strani in natisnili smo jo v 3000 izvodih. Moram pa mogoče povedati tistim, ki bojo tole sledili, da v tej knjigi ni predstavljena celotna biodiverziteta Slovenije. Se moramo le zavedati, da se nekako v Sloveniji imamo dokumentiranih oziroma do zdaj prepoznanih okoli 25 000 vrst. In to je samo en del tega, kar dejansko živi. Nekateri smatrajo, da pri nas živi še vsaj 2-krat, 3-krat toliko vrst, se pravi morda celo 100 000 vrst. Seveda toliko veliko vrst se v eni knjigi ne da predstaviti. Zato smo pač to knjigo nastavili malo drugače, bolj na poljuden način, se pravi na tak način, da v to knjigo nismo vključevali vseh teh seznamov vrst ali pa fotografij vseh teh vrst, ampak samo nekatere ključne stvari, glih toliko, da ljudi malo opozori na to, kaj vse biodiverziteta je. Zaradi tega je knjiga tudi razdeljena na 4 poglavja. V prvem poglavju, ki smo ga poimenovali Kaj, opisujemo to vrstno pestrost na parih primerih, na primerih parih skupin, se pravi, da ljudje vidijo, da dejansko vse te različne vrste, ki živijo v okolju, to že je del biodiverzitete. Drugo poglavje smo poimenovali Kako. No, v tem poglavju smo pa želeli predstaviti čisto en drug vidik biodiverzitete, se pravi te odnose med vrstami, se pravi na ta način, kako sploh ta biodiverziteta nastane, kako na kakšen način se ta biodiverziteta ohranja. In to so pač temi odnosi. Plenilstvo, kompeticija, mutualizem, to so pač te strokovni izrazi. In smo pač to predstavili spet na nek precej poljuden način. In v tretjem poglavju smo pa hoteli to veliko sliko biodiverzitete predstaviti, se pravi te ekosisteme. To tretje poglavje smo poimenovali Kje. Nekako naj bi to ponazarjali, kje vse se ta biodiverziteta v Sloveniji nahaja. Tukaj je pač nekaj teh večjih ekosistemov slovenskih predstavljenih in tiste značilne vrste, ki v teh ekosistemih živijo. Visokogorje, morje, travniki, reke, jezera. Potem je pa še četrto poglavje,
V 4. poglavju smo pa prosili 18 znanih Slovencev in Slovenk, in to iskali smo samo takšne ljudi, ki niso biologi, in smo prosili, da oni pač napišejo skozi svoje oči, kaj oni predstavljajo, kaj je biodiverziteta in zakaj je pomembna. Tako da smo na nek način predstavili ljudem tudi ta vidik, se pravi ne samo vidik, ki bolj ali manj ljudje že poznajo, kaj si biologi mislimo o tem, zato da smo jim predstavili tudi vidik drugih ljudi, drugače izobraženih ljudi o sami biodiverziteti in problematiki biodiverzitete. V svojih opažanjih izražate neko zaskrbljenost, da so ljudje vedno bolj odtujeni od narave, ne? No, če temu pritrjujemo, je pa se postavlja vprašanje, kako potem preusmeriti pozornost teh skupin, recimo k tem omenjenim vprašanjem biotske raznovrstnosti. Ja, to je ključni problem danes, ne? Kako ljudje prepričati, da bodo sploh poslušali, kaj so ti problemi. Zato, ker večina ljudi, mi ocenjujemo, da večina ljudi še vedno ocenjuje, da pač biodiverziteta to ni stvar, ki bi se njih tikala, se pravi, da bi jih kakorkoli zanimala, čeprav to seveda sploh ni res. Biodiverziteta, glede na to, da je to celotno življenje na Zemlji, od tega smo mi popolnoma odvisni. V bistvu vse stvari, katere ljudje res rabimo za preživetje, od kisika, od čiste vode, od hrane, to vse nam ali biodiverziteta dela, ali pa to je biodiverziteta. Se pravi, načeloma vsi ljudje bi se mogli zavedati tega pomena. In zato, da bi pač tudi tiste ljudje, ki mislijo, da jih to ne zanima, da bi jih nekako, da bi prišli do njih, zato da bi vsaj malo pozornosti posvetili tudi temu problemu, smo celotno knjigo zasnovali okoli fotografij. Se pravi, ogromno je fotografij noter, fotografija pa se ve, to je pač tak univerzalen komunikacijski jezik. Isto fotografijo razumejo ljudje po vseh državah, ne glede na to, kateri jezik govorijo, ne glede na to, kako so izobraženi, koliko so stari. In še ena lastnost je dobre fotografije. Dobra fotografija v trenutku pritegne pozornost človeka, in to ne glede na to, a ga biodiverziteta zanima ali ne. No in na ta način skušamo mi pač v tej knjigi to pozornost ljudi preusmeriti vsaj za en krajši čas, in da si potem tudi lahko nekaj malega v sami knjigi tudi preberejo. Nekaj v knjigi je tudi seveda besedila. Ste pa biologi seveda posebej senzibilizirani za ta svet biotske raznovrstnosti, pa se mi zdi, da ste včasih tudi nerazumljeni in deležni očitkov, da se preveč zaščitniško obnašate. Kaj bi rekli na to? Ja, seveda, pač ljudje smo različni, imamo različne interese, pač naš interes je, zato smo tudi šli študirati biologijo, ker nas to zanima, in naš interes je, da bi to, kar nas zanima, skušali tudi ohraniti. V resnici zdaj še celo nekoliko bolj intenzivno skušamo ozaveščati o tej problematiki biodiverzitete, zginjenja biodiverzitete, ker na nek način mi kot biologi, ki raziskujemo to življenje, opažamo, da če bo šlo po tej poti naprej, se pravi, če se bo biodiverziteta še vedno tako zmanjševala, bomo mi enostavno ostali brez dela, ker ne bomo več imeli nobenih naravnih sistemov, v katerih bi lahko naravo proučevali. Tako daleč je že to prišlo. Doktorica Opaličke, imate vi še ob tem kakšno mnenje? Ja, v bistvu se kar zelo strinjam z Davorinom. Ne, ker recimo pogosto, zlasti ob kakšnih takih povodnih ali pa recimo drugih, bom rekla, kar nesrečah, ki niso recimo mogoče toliko takega obsega, pogosto leti očitek na vas, biologe, da ne pustite blizu ničemur, da se samo vaše stvari morajo upoštevati. Kaj reči k temu? To ni tako pogosto, veste? Ja, jaz bi rekla pa, da je lih obratno, da mi bi še več zaščitili, pa še več pustili tako, kot je.
pa se mi zdi, da mi nismo toliko slišani. Ja, živite seveda morda v svojem okolju, znanstvenem, biologiji, in morda imate včasih premalo stika, recimo, z drugimi. A ima še kdo kakšno mnenje o tem? Ja, te stvari so v bistvu, se mi tudi zavedamo, to je zelo kompleksna stvar, to varstvo narave. Zaradi tega pogosto ljudje imajo težave to razumeti, namreč kaj je tisto, kar je tako težko razumeti, ker po eni strani se mi vsi zavedamo, se pravi ta živi svet, ta biodiverziteta, to je tisto, kar mi rabimo, brez tega ne moremo živeti, se pravi, mi to moramo izkoriščati, to se tudi vsi biologi strinjamo, ampak po drugi strani pa zdaj opažamo, da če bomo mi to izkoriščali na tak način, kot zdaj, se pravi, s tako intenzivnostjo, potem pač našim zanamcem ne bo več ostalo dovolj, da bojo še oni izkoriščali. Se pravi, mi ves čas težimo samo k temu, da se najde tisto pravo ravnovesje med tem, koliko lahko mi izkoristimo danes in koliko moramo pač pustiti za to, da bojo naši zanamci lahko vsaj enako kvalitetno živeli, če ne še bolj. To je v bistvu tisto, kar je mogoče pri ljudeh težko razumeti. Izkoriščati je treba, ampak tudi ohranjati moramo pač zaradi naših potomcev, zaradi zanamcev. No, ta skrb se morda zelo dobro vidi in tudi senzibilnost in pa vprašljivost našega početja pri opraševalcih, doktor Bevk. Ker, ko govorimo o opraševalcih, mislimo seveda predvsem na čebele. Pač tako je. In Slovenija sploh velja za deželo čebel in čebelarjev. A živimo mi v nevednosti, če mislimo, da so samo čebele največji opraševalci? Koliko je tu, kako to pojasniti, koliko je tu neke resnice ali pa, ne vem, nekega strinjanja vas, strokovnjakov? Ja, to je pogosta predstava, da ko se govori o opraševanju, da se pomisli samo na medonosno čebelo. Ta je sigurno pomembna opraševalka, vendar pa še daleč ne edina. Raziskave kažejo, da vsaj polovico opraševanja v kmetijstvu, v naravi pa še precej več opravijo divji opraševalci. V prvi vrsti so to divje čebele, v Sloveniji kar 573 vrst čebel bilo najdenih, od tega 35 vrst čmrljev. Kje, samo v Sloveniji? Samo v Sloveniji, ja. In pa več kot 500 vrst drugih divjih čebel, tako imenovanih čebel samotark. Oprašujejo pa tudi muhe tepetavke, metulji, hrošči, celo ose, tako da lahko rečemo, da v Sloveniji živi nekaj tisoč vrst opraševalcev. In vedno bolj jasno je, da je pestrost opraševalcev ključna za zanesljivo opraševanje v kmetijstvu in pa, če želimo ohraniti biotsko raznovrstnost. In opraševalci so tudi z tega vidika potem zelo, pa mogoče celo najlažje je na primeru opraševalcev razložiti, zakaj biotsko raznovrstnost sploh potrebujemo. Zato, ker brez opraševalcev ni kmetijstva in ni prehranske varnosti. Potem zelo jasno, da brez biotske raznovrstnosti je ogroženo tudi naše preživetje. A se že ve približno, koliko lahko škode se naredi recimo v kmetijstvu, če teh opraševalcev manjka? Ali pa da se je že njihova populacija zmanjšala? Ja, v bistvu je od opraševanja žuželk odvisna približno 1/3 človeške prehrane, 2/3 pa ne. Komu se zdi mogoče 1/3 malo, ampak ni malo, glede na to, da hrane že sedaj primanjkuje. Pa še to je, da mnoge vitamine in pa druga hranila pomembna dobimo samo v hrani, ki potrebuje opraševanje žuželk. In če ne bi bilo opraševanja žuželk, te hrane ne bi bilo, bi jedli žita pa krompir pa to, ampak bi s tem dobili manj vitaminov, kar bi potem zelo vplivalo na naše zdravje in pa življenjsko dobo. Vi pripravljate tudi predavanja pa razne delavnice preko medijev, ozaveščate ljudi o pomembnosti tega opraševanja. Kakšne so vaše izkušnje? Se recimo vedenje o tem spreminja? Ja, bi rekel, da se zavedanje povečuje. Še vedno je ta predstava, da se predvsem govori pa razmišlja o medonosni čebeli, manj pa ostalih, ampak tudi ostali opraševalci počasi
pridobivajo na pozornosti in se povečuje zanimanje zanje. Nas pa čaka še veliko dela, tako v povezavi s kmetijstvom, da se v bistvu kmetje nauči, kako kmetovati, da bo njihova praksa bolj prijazna opraševalcem. Je pa tudi veliko dela še v komunikaciji z drugimi ciljnimi skupinami, zato ker varovanje opraševalcev ni samo naloga kmetijstva, ampak je naloga vseh nas, vsi skupaj lahko prispevamo k gradnji opraševalcem bolj prijaznega sveta. In to je bilo tudi naše vodilo v okviru projekta Life Natura Viva. Veliko pozornosti smo posvečali opraševalcem, vendar ne samo v povezavi s kmetijstvom, ampak smo tudi naslavljali otroke že v vrtcu, potem učence, dijake, študente, učitelje in splošno javnost in upravljavce zelenih javnih površin. V čem pa kmetje najbolj grešijo recimo pri obdelavi površin, kar posledično ogroža recimo te opraševalce lahko, ne? Ja, splošna predstava je, da so glavna težava pesticidi. To tudi so verjetno lokalno, predvsem če se uporabljajo nepravilno, ne v skladu z navodili, ampak verjetno je pa še večja težava za opraševalce pomanjkanje hrane. Hrane danes v okolju vedno manj, zato ker se je spremenila kmetijska praksa, travniki so bolj gnojeni, bolj zgodnji, pa bolj pogosto prašeni, ne zacvetijo in opraševalcem v bistvu ne zagotavljajo hrane, so neke vrste zelene puščave. Pisanih travnikov, ki so pa najpomembnejši življenjski prostor opraševalcev, je pa vedno manj, pomembni so tako kot vir hrane, kot prostor za gnezdenje. Zato je zelo pomembno, da te travnike, ki so še ostali, da jih prepoznamo, da prepoznamo njihov pomen in jih tudi ohranimo. To je veliko ceneje in pa lažje ohraniti, kot pa potem kasneje popravljati škodo. A bi recimo kakšni ukrepi strani strukturnih politik bili uspešni, recimo, da bi se nasploh ta biodiverziteta na nek način varovala, ohranjala? Zdaj, to je vprašanje za vse vas, kakšne so vaši pogledi? Če še ostanemo za Ja, trenutek pri seveda. opraševalcih, je ključno varovanje teh pisanih travnikov. Mi smo se zelo prizadevali, da bi tudi v okviru nove kmetijske politike, da bi bili kmetje podprti, oziroma da bi dobili podporo za varovanje teh travnikov, vendar nam žal to ni uspelo, tako da upam, da potem z naslednjo kmetijsko politiko pa vendarle prodremo s to idejo, da so tisti, ki ohranjajo te travnike, zato tudi nagrajeni, da ni vse prepuščeno samo dobri volji. Pa nekim stihijskim pogledom. No, se to me zanima, kaj pa ostali mislite o tem vprašanju? Če bi recimo neki ukrepi pomagali pri tem, da bi se varovala. Doktor Tome. Ja, tako je. Vse v bistvu stvari se razvijajo v tej smeri, samo gre zelo počasi, veliko je še ovir. Namreč glavni problem je v tem, da za to varovanje narave, za biodiverzitete moramo prispevati vsi ljudje, zato ker smo pač vsi od tega odvisni. Ampak danes je pa še vedno v praksi tako, da vsaj nekoliko večji delež tega prispevka za varovanje vedno pade na tiste, ki so lastniki pač nekih površin, ki so lastniki travnika, ki so lastniki gozda. Jaz se lahko še tako zavzemam za varovanje narave, ampak živim v mestu, v bloku, jaz nimam enega travnika in jaz tako fizično ne morem nič prispevati k temu varovanju, ampak kljub temu bi mogel sistem narediti, bi mogel sistem biti takšen, da bi vsi ljudje to prispevali in bi se potem to prerazporedili med tiste, ki pa dejansko fizično na terenu potem zaradi tega morajo nekaj manj narediti, zato da se nekaj ohrani in da se jim potem to, kar manj naredijo in kar manj dobijo, da se jim kompenzira pač s temi sredstvi, ki jih pa morajo prispevati vsi ljudje. Saj to je ta sistem, ki se zdaj uvaja, ki se razvija, ki se dela na njem, ampak gre zelo počasno, zato ker je pač ogromno nekih neznank še v tem. Nina Ramihazi, vi ste rekli, da ste ogromno delali tudi recimo z mladimi, s šolo, šolskimi otroci ali pa recimo že vrtčevskimi.
A se vam zdi, da recimo, če bi pri teh generacijah na nek način zbudili neko zavest, nek odnos do tega, da bi seveda potem tudi v prihodnje imeli do tega koristi, a ne tudi v smislu, da bi sami otroci na nek način opozarjali že svoje, recimo, odrasle ljudi, a ne, starše in tako naprej. Ja, seveda, vse to, kar delamo, sloni na tem, da nekoč, recimo, kakšen od otrok bo sigurno odločal o kakšnih pomembnih zadevah, oziroma bo sedel na kakšnem stolčku, kjer bo to bolj krojil, vsak posameznik pa seveda prav tako, kot je dr. Tome povedal, je vsak posameznik tisti, ki lahko nekaj prispeva, in s tem v bistvu z našimi aktivnostmi recimo želimo vzpodbujati tudi to, od tega, da ko smo jim podarili visoko gredo, s tem vzpodbujali k lokalno, da bi bolj spoštovali oziroma se zavedali pomembnosti lokalne pridelane hrane, oziroma jih ozaveščamo, katere možnosti vse imajo, da lahko prispevajo k tem, da se to območje ohranja. Na različnih področjih, ne samo se pravi z lokalno pridelano hrano, ampak tudi s tem, kako se v parku vedemo, kako recimo trajnostna mobilnost, da gremo s kolesom, da uporabljamo javni prevoz. Skratka, zelo veliko aktivnosti izvajamo in jih ozaveščamo na zelo različne načine. So pa res, kot ste rekli, otroci tisti, ki pridejo potem domov k staršem in mogoče oni naprej širijo to, kar smo jim uspeli povedati oziroma jih naučiti, in so oni tisti naši nadzorniki, včasih rečemo, ki nas opozarjajo koga na kakšne morebitne nesosledja oziroma pač priporočajo kakšno drugo alternativno možnost. To je res tak obsežen projekt bil, ne? Samo na kratko, doktorica Opalički, kako ste se, mislim, tudi finančno zahteven, kako ste se tu znašli v tem? Saj to je bil mednarodni projekt, ne samo slovenski. V bistvu večino financ, 60% smo dobili z Evropske komisije, 10% smo dobili z Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, 30% je bilo pa lastnega deleža vsakega partnerja. Vse skupaj nekako je bilo 2,5 milijona sredstev za to namenjenih. In ste nekako prišli skozi recimo s temi obsežnimi dejavnostmi in tudi zajetno knjigo, a ne, ki ste jo izdali. Še tole me zanima, a ne, kaj vam je recimo vam vsem skupaj, ne, ali pa vsakemu posamezniku, recimo z strokovne plati tak projekt dal? Kakšne izkušnje, kakšno vedenje, kakšna recimo projekti za prihodnje recimo, a ne, raziskovanje? A boste kar vi najprej, doktorica Opalički? Ja, če lahko jaz začnem. Jaz mislim, da nas je ta projekt, mislim zdaj kot raziskovalce, naučil, kako naše dosežke nekako komunicirati javnosti, ker se mi zdi, da včasih kar mislimo, da če bomo neko raziskavo naredili, da bojo pač vsi vedeli o tej raziskavi, ampak problem je glih ta, da jo ne znamo dobro naprej prenesti širši javnosti. In ta projekt nam je dal precej novih idej, pa precej izkušenj, kako res najboljše izkoristimo to naše znanje in ga predamo naprej. Doktor Bevk, kakšna vaša izkušnja? Ja, zame je bilo koristno predvsem to, da sem se povezal bolj z parki, s katerimi prej nisem sodeloval. Potem sem tudi okrepil sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo in vse to ti potem da tudi nove izkušnje pri komuniciranju z različnimi ciljnimi skupinami. Zelo pomembno je pa tudi to, da smo preko projekta dobili možnost res na široko govoriti o različnih tematikah, v mojem primeru o opraševalcih. Nina Ramihazi, kako, Ja, v bistvu, mi smo kaj je za vas? Ja, načeloma v bistvu kar vse, zato ker smo res na široko zastavili ta projekt, se pravi,
tako, da to širino ohranimo tudi v prihodnje, kljub temu, da se ta projekt končuje. To smo videli pač, da je res nekaj, kar deluje, kar je uspešno in se želimo tudi nadaljevati. Hkrati je bilo pa res super, ker smo sodelovali tudi z ostalimi tako inštitucijami kot parki, kjer smo si lahko izmenjevali kakšne dobre prakse, ideje in s tem krožili to znanje med vsemi nami. Ja, še doktor Tome, vaša izkušnja. Meni osebno je ta projekt dal res bistveno več časa, kot bi ga sicer imel, zato da sem lahko razmišljal tudi o teh stvarih, kako to znanje prenesti med ljudi. To je, dejansko opažamo, da to je, ne vem, če ne celo ključna stvar. Sej veliko stvari že vemo, samo nič nam to ne pomaga, če nas ljudje pri tem ne podprejo, pri teh naših zahtevah, kako je treba varovati. In zato je zelo pomembno, da to znanje prenašamo med ljudi. Kar je mogoče zanimivo z vidika našega inštituta, je, mi smo v bistvu raziskovalna inštitucija, mi živimo od tega, da raziskujemo in potem tudi naše rezultate, v bistvu našo kvaliteto se ocenjuje na podlagi teh znanstvenih člankov, ki jih objavljamo. No, to je bil pa en tak projekt, pri katerem smo se že od vsega začetka zavestno odločili, da ne bomo v njem nič raziskovali, ampak samo, da bomo to naše znanje, ki smo ga pridobili v preteklih raziskavah in potem, ko smo pač čitali razne druge raziskave in knjige, da bomo čim več tega prenesli med ljudi. Zato, da bomo potem tudi pri ljudeh imeli več podpore za te naše ideje, na kakšen način je treba pač ohranjati to naravo. No, to je recimo še vprašanje, ki me zanima, kakšna je vaša ocena glede komuniciranja znanosti. Nekaj ste seveda že vsi povedali, ampak veste, tu se pojavlja veliko mnenj, stališč, vprašanj, kako nove vsebine, nova znanstvena spoznanja predstaviti javnosti. Kakšni so vaši pogledi? Doktor Bevk, imate vi kaj? Meni se je to zelo pomemben del našega dela in tudi sam posvečam temu precej pozornosti. Mislim pa, da mnogo kolegov ni dovolj aktivnih na tem področju in da je v bistvu to naša dolžnost, da javnosti predstavimo rezultate našega dela, ki je dejansko plačano z javnimi sredstvi. Doktorica Opalički, kaj vi mislite? Jaz se strinjam z Danilom in se mi zdi, da tekom tega projekta smo se, če ne vsaj, da se bomo zdaj vsi tega posluževali, ampak smo se začeli zavedati pomembnosti komuniciranja znanosti. In tudi jaz mislim, da v prihodnje bomo to še nadgradili in pač, da bo res vsak znanstvenik tudi znal svoje delo naprej pač skomunicirati, kot je že Danilo rekel. In da ta projekt nam je dal to nek zagon, pa neke ideje, tudi pač preverjene, kaj deluje, kaj ne deluje in kako se tega lota tudi naprej. Nina Ramihazi, vi ste veliko na terenu v okviru Triglavskega narodnega parka. Kakšne izkušnje ste vi s tem pridobili, glede komuniciranja z javnostjo? Ja, v bistvu naša naloga v Triglavskem narodnem parku je tudi komuniciranje z javnostjo in dvig ozaveščenosti. Ni bilo to v bistvu samo v okviru tega projekta, ampak je na splošno že nek cilj kot zavoda oziroma parka to, da dvigamo raven ozaveščenosti. Tako kot ste rekla, ja, na terenu se opaža oziroma jaz predvsem delam tukaj v infocentru oziroma s šolami. Predvsem smo opažali to, da mogoče na začetku učenci oziroma tisti, ki so prihajali, niso poznali, kaj to biodiverziteta je, kaj pestrost je. Zdaj, ko vprašamo, se mi zdi, da tudi v splošni javnosti se je ta pojem malo bolj začel razjasnjevati in velikokrat zdaj na koncu projekta dobimo kar take približno v redu odgovore. Je pa tudi tako, kot je na začetku maja in Davorin povedala, zelo tak širok pojem, ki ga mogoče
prav dobro ne razumejo vsi, ampak jaz mislim, da smo ga vseeno v okviru tega projekta približali kar dosti široki javnosti. Doktor Tomeš, imate vi kakšno mnenje o tem? Ja, mogoče bi tole povedal, kar se tiče same interpretacije, ne. Se mi zdi, da so da so te določeni principi, ki se jih poslužujemo, da mogoče niso najboljši, ne. Dostikrat, ko gremo ven predavati neko poljudno predavanje, se trudimo, da bi bilo to za ljudi zanimivo, jasno, saj mora biti, če ne bi nam takoj pobegnili, ne, ampak to ni dovolj. Ne, ni to dovolj, da mi predstavimo našo temo na nek zanimiv način, da bojo ljudje tam tisto z zanimanjem poslušali. Kar je naša naloga, je, da mi zadeve predstavimo na tak način, da si bojo oni čim več zapomnili. Ne, tudi če je zanimivo, pa če mi predamo v enem kratkem predavanju ogromno nekih informacij, oni si ni bojo nič zapomnili, s tem mi nismo naredili nič. Ne, mi nismo prišli zato, da bomo tam tiste pol ure ljudi zabavali, ko bo šli pa domov, ne bojo imeli pa nič od tega. Ne. Mi se moramo bolj truditi, več bi mogli dati na to pri tej interpretaciji, da zadeve razložimo na tak način, da si jih bojo ljudje zapomnili. Ne. Pol, če si jih zapomnijo, potem jih lahko tudi smiselno kje v življenju uporabijo. Ja, predvsem tukaj lahko jaz rečem, da ta interaktivno delo, da res, recimo, če izpostavim delavnice otroško na osnovnih šolah, da jih peljemo na teren, da povabimo v park oziroma da spodbujamo učitelje, da peljejo otroke ven v naravo in jo res spoznavajo tako interaktivno, da jo doživljajo in se v tistem času, ki jo doživljajo, tudi veliko zapomnejo.